Zdaj, kot sami veste, med nami je dejansko vedno več bolnikov, ki so ali imajo še bolezen raka. Naša želja je seveda, da bi bili ti bolniki, ki kadarkoli so zboleli ali so zdaj še bolani, živeli med nami čim bolj kvalitetno življenje. Še bolj si želimo, da bi raka bilo manj in oziroma da bi ga lahko preventivno zelo zgodaj odkrivali, kar pomeni, da bi tozadevno bolniki ne potrebovali vsega dodatnega onkološkega zdravljenja. Hvala Bogu imamo v obtoku in uporabi številne presejalne programe, vendar kljub temu še opažamo, da številke pojavnosti raka rastejo. Nekaj seveda na podlagi tudi prejšnjega, torej zgodnjega odkrivanja, kjer se najdejo oblike raka v tisti zelo začetni fazi in so ozdravljive. Hkrati pa je nekaj tudi na posledica starajočega se prebivalstva. Ampak kakorkoli tudi tisti, ki so zboleli in so potrebovali zdravljenje, imajo daljšo preživetje, zato se ta številka bolnikov z rakom med nami povečuje. To pomeni, da so ali ozdravljeni ali zazdravljeni in imajo kvalitetno življenje, kar jim dejansko želimo privoščiti, oziroma jim želimo, da so aktivni člani naše družbe, nikakor ne izločeni. Tu jim lahko pomagamo na različne načine in en način je vsekakor ta, da jim omogočimo malo bolj aktivno sledenje. Do sedaj smo poznali sledenje, da je bolnik prihajal na vsake toliko časa v ambulanto, recimo na 3 do 4 mesece ali potem na pol leta, na 1 leto, določeno časovno obdobje, takrat je opravil klasičen klinični pregled, vendar velikokrat smo ugotavljali, tako zdravniki kot na drugi strani so ugotavljali tudi bolniki, da je potrebno še nekaj več. Ta projekt Persist, ki smo ga vpeljali in imamo zdaj že nekaj izsledkov, kar bo predstavil doktor Horvat, nam je ponudil tisti dodatno vpogled, kjer pričakujemo, da se bomo lahko zdravniki oziroma vsi zdravstveni delavci še nekaj naučili, kaj bolniki še dodatno potrebujemo, kar jim morda do zdaj nismo nudili. Pridobili bomo verjetno dodatne informacije, ki nam bodo seveda omogočili ali pristop spremeniti, ali ga razširiti, ali morda pogledati še kakšno drugo področje, o kateri se do zdaj pravzaprav še niti pogovarjali nismo. Tako da naj izrečem tukajle veliko zahvalo vsem bolnikom, ki so se odločili, da sodelujejo pri tem projektu, ker dejansko skupno delo, sodelovanje in feedback, ki ga dobimo strani tako zdravnikov kot predvsem bolnikov, je tisti, ki nam bo omogočil nadgradnjo in boljšo oskrbo teh naših bolnikov. Tako da to bi bilo z moje strani vse, predajam potem besedo doktor Horvatu za natančnejši vpogled dosedanjega dogajanja. Dava se mi ga presesti. No, da vam prvo povem malo prvo nekaj splošnih informacij o projektu Persist, da si boste znali ustvariti sliko. Sodelujemo 4 centri v Evropi, poleg Maribora tudi iz Latvije, Španije in pa iz Belgije. Celokupno je v raziskavo vključenih 160 bolnikov, 40 v vsakem centru. Izbrana sta bila 2 izmed najpogostejših rakov, rak dojke in pa rak debelega črevesa. Tako da je vsaki center vključil po 20 bolnikov oziroma bolnic z rakom dojke ter 20 bolnikov je bolnic z rakom debelega črevesa. Zdaj, ta 2 raka sta bila izbrana zaradi tega, ker imata razmeroma visoko incidenco in pa ker je tudi razmeroma dobro preživetje pri obeh rakih. Zdaj, če nekaj povemo o sami incidenci, pri obeh v Sloveniji prekaša ta letno krepko več kot 1000, tam okoli 1400-1500.
Poleg tega pa imamo tudi pri obeh razmeroma učinkovito zdravljenje, kar potem pomeni, da imamo tudi zelo veliko preživelih bolnikov. To pomeni, da je ogromno prebolevnikov te bolezni in vemo, da imajo ti bolniki v kasnejših mesecih in letih tudi svoje potrebe, ki niso vezane samo direktno na zdravljenje. In dejansko vemo, da niso važni samo fizični simptomi, ki jih imajo bolniki, ampak da so važni tudi psihični simptomi in pa tudi socioekonomsko stanje bolnikov po koncu samega zdravljenja, kar jim lahko povzroča veliko mero nelagodja tekom prihodnjih let in pa desetletij po sami preboleli bolezni. Cilji sledenja bolnikov so, da se seveda kot prvo izboljša preživetje, kar naredimo z rednimi kontrolnimi preiskavami, ki bolniki opravljajo v določenih intervalih, tako kot je rekla dr. Ravnikova, na 3-6 mesecev ali pa potem na 12 mesecev v kasnejših letih. Ampak važna je pa tudi seveda kvaliteta življenja. Mi dejansko med samimi obiski zelo težko rečemo, kaj se s temi bolniki dogaja, ker je ob rednih kontrolnih pregledih razmeroma omejen čas, ki ga imajo zdravniki in pa ostalo zdravstveno osebje za bolnike. Do neke mere se lahko to ugotovi z uporabo standardiziranih vprašalnikov, ampak analiza le-teh je kar zamudna in lahko kompleksna, tako da dejansko v projektu Persist poskušamo nekako razviti platformo, ki bo seveda na dolgi rok pomagala predvsem bolnikom in pa seveda tudi zdravstvenemu osebju, da jim bomo lahko nudili čim boljšo zdravstveno oskrbo, da jih tudi potem napotimo recimo k določenim specialistom, če vidimo, da se pojavijo te potrebe, oziroma da že eventualno z razvojem take aplikacije vnaprej vemo, kakšni so njihovi problemi in da lahko tudi na tak način pomagamo, ko že predvidimo stvari, še predni pridejo k nam. Tako da, to je z moje strani za začetek. Jaz? Bova zamenjala? Ja. Jaz bom bistveno bolj tehničen, se pravi, ideja je bila povedati, kaj dejansko pomeni projekt Persist z tehničnega stališča. Zdaj že nekaj časa tudi v Sloveniji pa posod po Evropi govorimo o enotnem zdravstvenem kartonu. In to se je recimo pokazalo pri projektu Persist, kjer uporabljamo umetno inteligenco, ki potrebuje ogromno podatkov. Ključen problem je, kako združiti te podatke med sabo. Iz 4 različnih kliničnih centrov, 4 različni sistemi, 4 različni pristopi k shranjevanju podatkov. V Sloveniji je ponavadi to tudi na regijski ravni podobno. Se pravi, zelo različni sistemi, nemogoče združevanje. Tako da ključni element pri Persistu je bil vsaj v tej fazi, kar se tiče retrospektivnih podatkov, poenotiti te podatke, jih združiti, da lahko pridemo do neke bistveno boljše ocene, recimo o tveganju pacienta, o različnih tveganjih, ki jim je izpostavljen. Drugi element, o katerem je tudi dr. Horvat govoril, pa so realni podatki. Podatki iz okolja, podatki o kvaliteti življenja. Naši sistemi, ne samo slovenski, tudi splošno evropski, niso še pripravljeni na direktno integracijo, vgradnjo teh podatkov v samo rutino. Zato tudi v projektu Persist nekako skušamo prospektivne podatke, temu mi rečemo prospektivni, ker jih zbiramo v študiji sami, povezati z kliničnimi podatki. Pri teh podatkih iz realnega okolja je pa ključno vprašanje, do kolikšne mere lahko obremenimo paciente, da bodo sploh pripravljeni te podatke dajati. Se pravi, paciente oziroma bolnike moramo imeti vedno vključene v samo zasnovo sistema, da dejansko lahko prepoznajo dodano vrednost in da to dodano vrednost, ki jo pričakujejo, sploh mi vgradimo v ta sistem. In zato recimo je ta primer tega pogovornega agenta, zdaj zadaj na sliki, s katerim skušamo skozi pogovor, ki je bistveno lažji, bistveno bolj razumljiv, nekako tudi izluščiti to, kar pacient občuti. Ker na koncu koncev, če nekdo ne zna odgovoriti ustrezno na vprašalnik, nam ta informacija ne koristi nič. Tako da to dejansko je nekako dodana vrednost naše študije, stališča pacienta je, da lahko dejansko z uporabo množičnih podatkov in umetne inteligence izboljšamo oziroma pripomoremo k bolj, recimo temu, poosebljenemu oziroma pacientu bližjem načinu okrevanja. To je tudi z moje strani zdaj vse. Seveda. Od vas tretji lahko odgovori, torej kaj je pravzaprav sploh osnova, kaj si pa pacient
aplikacijo, kakva so vprašanja, kdo ta vprašanja obdeluje, razumela sem umetna inteligenca, ampak kako se to posreduje, torej kaj je pravzaprav osnovni namen in kako to funkcionira v praksi. Vsak pacient je dobil aplikacijsko datoteko, ki si jo naloži telefon. V študiji smo dodali še napravo, ki se nosi, eno pametno zapestnico, ki jo pacient dejansko enostavno poveže. V vseh 4 kliničnih centrih smo jim pomagali pri tem, se pravi, smo organizirali že delavnice, kjer smo aplikacijo predstavili in paciente vključili v to. In potem vse, kar pacient dela, je nosi to zapestnico, uporablja aplikacijo, se pravi, kot ste videli, vse prihaja preko opomnikov in nekako odgovarja na vprašanja. Ta vprašanja smo izbrali iz literature, se pravi, tisto, kar se priporoča v sami literaturi. In dejansko so naši klinični partnerji šli skozi ta vprašanja, preverili in jih potem tudi pomagali prevesti. Ker kot vidite, podpiramo dejansko bistveno več kot slovenščino, podpiramo 6 jezikov, vsak pacient dobi vso informacijo v svojem lastnem jeziku. Ti zbrani podatki se pa shranijo na ta naš nov podatkovni model v smeri skupnega elektronskega zapisa o pacientu, kjer ga lahko dejansko skozi klinično aplikacijo, ki so jo drugi partnerji v projektu razvili, potem naši zdravniki pregledajo te podatke in ocenijo njihovo uporabno vrednost oziroma že nekako vizualizirajo te podatke, da bi zaznali kakršnakoli morebitna tveganja pri samih prospektivnih pacientih. Ampak kaj bi zdaj recimo, kaj ta zapisnica ve, če lahko čisto plastično pišete, kaj mora recimo pacient narediti, tipkati, povedati, kdaj ga potem zdravniki nazaj pokličejo, kako to funkcionira? O samem kliničnem protokolu bom predal besedo obema sogovornikoma. Kar pa se tiče funkcionalno, pacient vse, kar je, nosi to pametno zapestnico. Ta pametna zapestnica meri klasične fiziološke parametre, se pravi srčni pritisk, frekvenco, število korakov, nekako to pretvori v koliko kalorij si porabil in pa spanec, se pravi kvaliteto spanca. Čisto tipično klasična komercialna oziroma pametna zapestnica, ki je že na voljo na tržišču. Nismo želeli razvijati nečesa novega, ker problem je že tudi pri tej, zna biti včasih problem uporabe, se pravi predvsem po noči. Zato, kar pa mora pacient, ko odgovarja na vprašanja, to so standardizirana vprašanja, kjer dejansko dobi vprašanje in odgovori so potem povsem enostavni. Recimo en primer takega vprašalnika je EORTC vprašalnik, ki se uporablja za oceno kvalitete življenja pacientov z rakom. Potem podoben vprašalnik je tudi GAT-7 za ocenjevanje anksioznosti in pa PHQ-9 oziroma PHQ-2 za ocenjevanje depresije. Kar pa je dejansko bistveno več, kar ponujajo vprašalniki, je, da omogočimo pacientu, da se posname enkrat do dvakrat tedensko, kjer sam prosto govori o svojih občutjih, kjer pa nas zanima predvsem, kako govori. Ker skozi umetno inteligenco lahko nekako dodamo neko dodatno dimenzijo tem podatkom, ki jih on zabeleži skozi klasične odgovore na vprašanja. Glede samega kliničnega protokola pa mogoče Maja. Glede kliničnega protokola pa je tako, da pacienti v času študije v tem letu po 2 letih imajo dodatne preglede, ki so na približno pol leta. Takrat se pogovorimo z bolniki, se usedemo kot pač ob ambulantnem pregledu pri vsakem bolniku. Seveda so pa lahko tudi ves čas v kontaktu z nami, predvsem z našimi koordinatoricami študije. Kot je že dr. Mlakar rekel, bilo kar nekaj tehničnih stvari za rešiti ob sami uporabi aplikacije in pa pametne zapestnice. Tako da dosti stvari je tudi, ko jih sproti rešujemo. To je ena raziskava, na kateri poskušamo videti, kako ta platforma deluje. Drugače pa pacientom, kot so nam omenili, zelo veliko pomeni ta dodatni stik z zdravstvenim osebjem, tako da imajo pol dodatne preglede. Pregled je pa tak, da se pogovorimo o vseh njegovih stvarih, ko jih ima, od težavah, ki jih imajo, in pa seveda tudi, če so kakšne tehnične stvari, ki jih moramo urediti. Obenem pa tudi 2 centra, naš in pa španski, sodelujeta pri dodatni analizi CTC, to je cirkulirajoča tumorska DNA celic, ki se potem analizira v enem laboratoriju na Portugalskem in vsakega pol leta
takrat v pregledu pri nas se tudi opravi odvzem krvi za to, tako da to pol združimo. Kar se kliničnega dela tiče, pa tudi tehničnega, no, je raziskava tako zasnovana, da probamo paciente čim manj obremenjevati, tako da probamo, da je zadeva čim bolj utečena. Ampak, kot sem pa rekel, jim pa zelo veliko pomeni, kot vemo z njihovih odgovorov, to, da pa imajo dodatne kontrole pri nas lahko, da se pogovorijo o tem in so v bistvu zelo motivirani, tako da se tudi jaz na tem mestu zelo zahvaljujem bolnikom, da so bili pripravljeni sodelovati v tej raziskavi. Jaz imam še eno vprašanje. Zdaj, če, ne vem, ker še vedno sem malo v zraku, da se sploh razjasnimo, če bomo mi poročali na koncu konca. Torej, zdaj pacient si je naložil torej aplikacijo, opisal svoje stanje, če vas prav razumem, počutje in tak naprej. Kaj mu potem aplikacija karkoli odgovori, ali vi dobite v pregled to njegovo stanje, kakšno povratno informacijo on dobi, to je ena stvar, in druga stvar, kakšne rezultate zdaj ta aplikacija vam prinesla in pa pacientov. Čim bolj konkretno. Da poveti glede tehnične spogledke. Ja, kot sem rekel, to se shrani in zdravniki imajo na drugi strani eno svojo aplikacijo, kjer lahko te podatke pregledujejo. In ideja je, da se dejansko potem na osnovi teh podatkov lahko odločajo o drugačnem načinu nezdravljenja oziroma recimo vodenja pacienta kot takega. V tej študiji bo ta povratna informacija dejansko samo za paciente, ker gre za pilotno študijo, se pravi, same klinične rutine ne smemo spreminjati, to je bilo tudi v samem etični odobritvi protokola vnešeno, zdravniki pa lahko pacienta dejansko pokličejo na dodaten pregled, da se okoliščine tega, kar kažejo ti podatki iz realnega sveta, bolje pojasnijo. In mislim, da nekaj je že bilo v tej smeri dejansko narejenega. Tako da, kot je rekel dr. Mlakar, to je pilotni projekt, a dejansko bomo skozi ta projekt videli uporabnost takšne platforme. Tako da zato se v bistvu gre pri tem. Kako dolgo pa je predvideno, da bi bili pacienti vključeni? Recimo, koliko let moramo si za presnico? Začeli so s spomladjo lanskega leta in pa do jeseni letošnjega leta, tako da to je približno 18 mesecev suma sumarum, pol pa še seveda nekaj mesecev potem za analizo podatkov, tako da raziskava kot taka tehnično, če pogledamo terminsko, je 24 mesecev približno še za dodatno analizo. Tako da drugače tega dela, kar se pacientu tiče, pa približno 18 mesecev. Kaj pa je zamišljeno mogoče, če bi se to vidi, to je uporabna vrednost tega, da bi to potem vsi pacienti uporabljali to aplikacijo? To bi bila ena od možnosti, če se vidi uporabnost tega. Ja, zdaj v bistvu tako je, to je pa seveda zelo dobro vprašanje, ki pol tudi za naprej moramo vedeti. Recimo, če pogledamo samo prevalenco bolezni oziroma čas po aktivnem zdravljenju. V prvem letu itak poteka tisto aktivno zdravljenje, v prvem letu od postavitve diagnoze je običajno operativno zdravljenje, potem kako dopolnilno zdravljenje s kemoterapijo, obsevanjem. Takrat so bolniki oziroma dobršen del bolnikov odvisnosti od stadija bolezni, itak v nekem aktivnem procesu, so zelo pogosto v kontaktu z zdravstvenim osebjem. Ko pa se enkrat to zdravljenje zaključi, se pa pač začne redna spremljava. In zdaj dejansko iz kliničnega vidika je največja nevarnost ponovitve bolezni nekje do 5. leta pri solidnih rakih, kot sta rak dojke pa rak debelega črevesa. Tako da v tem času je tudi tako, da so verjetno kakšne posledice samega zdravljenja najbolj opazne, nekatere seveda lahko trajajo tudi dalj časa. Je pa seveda tako, da v tem času je pa tudi, če se bo že bolezen ponovila, se bo v velikem odstotku ponovila v tem času nekje do 5. leta po postavitvi diagnoze. Tako da, koliko časa bi pa bili potem pacienti v realnem življenju pripravljeni to nositi, to je pa zelo dobro vprašanje. Zdaj po eni strani je tudi to neka vrste obveza, ki jo imajo oni, pa obremenitev. Tako da zdaj dejansko v pilotnem projektu mi hočemo predvsem princip same hipoteze dokazati, ali je pravilen. Za neko širšo klinično uporabo bi pa dejansko mogli potem narediti, bi bilo logično večjo študijo. To je vseeno relativno majhno število bolnikov, 160, mislim, ni toliko majhno, ampak
Za neko splošno klinično uporabo pa je bilo smotrno narediti tudi kako večjo raziskavo, da bi videli, ali bi to dejansko pacienti uporabljali. Zdaj, seveda to uporaba tega je tudi stvar tega, koliko si navajen oziroma koliko so ti blizu tehnične stvari. Vseeno moraš uporabljati aplikacijo na pametnem telefonu, moraš uporabljati pametno uro, lahko ima tehnične težave. Tako da skozi tak pilotni projekt poskušamo v bistvu odgovoriti na vsa ta vprašanja. In glede samega uporabnosti kot take klinične in pa tudi same glede tehnične izvedljivosti tega, potem za neko večjo, širšo uporabo. Dejali ste, da aplikacija sporoča podatke zdravnikom, zdravnikom stanje. Ste zdaj v tem obdobju imeli primer, recimo, da ste tudi zaznali neko poslabšanje, da ste zaradi te aplikacije lahko preventivno poklicali bolnika na pregled? Ja, imeli smo primer, da smo jih poklicali, je pa tudi tako, da so pa pacienti tudi pač raziskava, so tudi zelo pogosto v kontaktu z našimi koordinatoricami, ne. Tudi glede tehničnih stvari se tudi dostikrat pogovorijo, kar se počutja tiče, pa se potem lahko tudi slišimo z bolniki. Tako da so dosegljivi oziroma smo dosegljivi tudi za kaj takšnega, ne. Ampak seveda za neko podrobnejšo analizo in pa da vidimo neke zaključke na koncu, bomo pa seveda mogli raziskavo do konca speljati, tudi analizirati rezultate, tako da tista uporabnost, tista dodana vrednost, tisto bomo pa recimo lahko čez približno kako leto dni ocenjevali, recimo do konca leta bo potekalo zbiranje podatkov do jeseni, potem pa še nekaj mesecev za analizo, da bomo potem videli, kako dejansko deluje, ne, na celotnem vzorcu bolnikov. Ste morda že kakšni bolnici kaže, recimo preko teh individualnih primerov? O neki rezultati še je težko govoriti, individualni primer je individualni primer, ne. Tako da na tem neke zaključke sklepati je mogoče še malo preuranjeno, ne, ampak bomo to recimo res pol, ko bo analiza večjih rezultatov, pa še daljše obdobje spremljanja, zdaj recimo slabo leto za nami, bomo pol dejansko takrat imeli konkretnejši rezultate in lahko tudi konkretne, kaj rečemo, da vidimo, kje so prednosti, da vidimo, kje so slabosti in to. Klinični del se je začel v spomladi, kar se tiče, da smo lanskega leta, da smo pacientom dejansko dali ure in pa aplikacije. To bo trajalo do jeseni letošnjega leta, tako da je to približno 18 mesecev, čeprav sam del študije, tisti tehnični z vsemi odobritvami in to pa se je začelo že krepko prej. Končala pa se bo, da še se naredijo analize rezultatov, pa da bo potrajalo približno do pomladi prihodnjega leta. Konec februarja 2023 se uradno projekt zaključi. Se pravi, rezultate bomo pa verjetno še nekaj časa, kakšen mesec po projektu pripravljali za objavo, ne. Je pa tukaj razmeroma velika vrednost projektu, ne, mislim, da 5 milijonov. Skupna vrednost je 5 milijonov evrov. Kaj je to je ta postavitev te aplikacije, to predstavlja? Vsa oprema, ves razvoj, ki je v to vložen, ne, ker zadaj, tu smo videli samo eno malenkost, ne, vseeno gre za ogromen vložek posameznih partnerjev, predvsem z tehnološkega stališča. Se pravi, če rečem čisto tak, najcenejši del je dejansko klinična študija sama. Vse druga prej, vsa infrastruktura, ki mora zadaj biti, da dejansko lahko stvar teče, da lahko stvar teče hkrati v vseh 4 državah, je pa bistveno dražja. In to je dejansko ta del, ne. Klinična študija sama ni takšen strošek, seveda dodana vrednost zdravnikov je ogromna, ker so spet ključen element v samem razvoju in tako jih tudi obravnavamo, ne da mi nekaj razvijamo, pa potem damo za preizkušati, ampak jih dejansko vključujemo v sam razvoj skozi ves čas razvoja. Mene samo zdaj zanima, če sem prav razumela, torej je ideja razviti neko permanentno aplikacijo, ki bi jo bolniki uporabljali, ali se gre tukaj bolj samo za študijo? Dejansko to je aplikacija, ki bi jo lahko pacienti uporabljali, ampak
ta študija ni dovolj, da mi to rečemo, da je to medicinsko odobren pripomoček, ki ga lahko uporabljajo. Zato je treba bistveno večjo študijo narediti, populacijsko študijo. In tega pa v tem projektu zaradi časovnih dimenzij zagotovo ne moremo izvesti. Lahko pa preverimo smiselnost in dejansko zelo dobro osvetlimo, kaj so prednosti, kaj so slabosti, na katere bo v kasnejšem dorazvoju bilo potrebno zelo dobro paziti. Ja, lahko nam bo dala ta študija samo tole, da bo recimo... Ja. Ta študija je seveda tudi čisto iz kliničnega vidika, tako kot je rekel dr. Horvat, mi gledamo bolnika, gledamo telesno bolnika, ampak vseh teh vprašalnikov, o katerih ste govorili in predstavljali, tega mi v rutinski klinični praksi ne izvajamo. Kar pomeni, tu bo že en segment, ki nam bo ogromno informacij dal, morda je samo to recimo vredno implementirati v našo redno klinično prakso. Trenutna naša redna klinična praksa, kot jo narekujejo vse, bom rekla, svetovne smernice, tega segmenta tukaj ne pokrivajo. Želja je vsekakor seveda, da bi se izkazalo, da bi ta program bil tako zelo učinkovit, priljuden in tudi sprejet, da bodo lahko ob recimo začetku sledenja po zdravljenju raka bolniki prijeli tole telefonček ali pa samo aplikacijo, pa zapisnico, pa bomo vsi lažje živeli. Oni z miselnostjo, da so mi lažje dostopni, mi za to miselnostjo in tudi dostopom, da pridemo do več informacij, ki nam pa vsekakor obogatijo samo vodenje bolnika. Ker to, da veš, da se že nekaj dogaja, morda se bo izkristaliziralo to, da lahko že predtem posumimo na morebitno ponovitev raka, kar je neprecenljivo, tako v očeh bolnika, kot seveda tudi v očeh zdravnika. Tako da trenutno smo še preveč na začetku, da bi iz tega lahko gradili več, ampak ja, želja pa vsekakor je, ne. Recimo ti vprašalniki počutja, kvalitete življenja, tega pri rednem spremljanju v naši redni klinični praksi teh vprašalnikov ne izpolnjujejo. To so preverjeni vprašalniki, ki jih lahko imamo na uporabo, zelo pogosto uporabljeni predvsem v študijske namene, ampak traja pa seveda za časovni okvir našega kliničnega pregleda, bi mogli takšnega bolnika imeti potem kar nekaj časa pri sebi, pa da to zanaliziraš, da primerjaš, ker ni samo en rezultat, ne, ki ti ga oceni, ali se danes dobro počuti ali ne, moraš pogledati tudi rezultate za nazaj. Tako da takšen način zbiranja informacije je neprecenljiv. In o tem bomo videli pa pravzaprav, ko se bo to zbralo, analiziralo, primerjalo in bomo videli. Morda se pa izkaže, jaz srčno upam, da ne, no, da morda ta del ni izvedljiv v splošni praksi. To upam, da ne bo. Prej ste rekli, da mogoče lahko na ta način tudi ugotovite, ali se je bolezen ponovila pri posamezniku, ne? Kateri podatki so tisti, recimo, zares te aplikacije? To vam zdaj težko rečem iz tega, ampak definitivno je pa segment, ki ga omenil dr. Horvat, jemanje krvi in beleženje oziroma iskanje teh cirkulirajočih tumorskih celic, torej tumorskih celic, ki bodo po krvi krožile. To je, bom rekla, ena metoda, ki je že vpeljana v onkologiji, kjer lahko predčasno najdemo tumorsko celico, ki blodi po telesu. Tukaj sta naš študijski center in pa španski študijski center vključena, tako da to bomo videli kako in seveda to kolerirali potem z vsemi pridobljenimi ostalimi rezultati, ki jih bodo dali morda vprašalniki oziroma vse ostalo, kar bomo pridobili tekom redne kliničnih pregledov. Združeno je treba gledati, ne posamezne segmente. In to je tista implementacija, ki jo bomo pa definitivno veseli. Še kaj? Če ne, se vam najlepše zahvaljujem. Upam, da bo v prihodnosti mnogo lažje vsem nam, tudi vam. Lep dan želim. Hvala. Ko bodo rezultati, boste pa definitivno obveščeni.